Decembra se je na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko odvil prvi Mofukon, dan ljubiteljev japonske popularne kulture. Nasledil je predhodni festival Makon, ki se je prvič udejanil leta 2012. Enodnevni dogodek je kljub izredno slabemu vremenu privabil množico obiskovalcev, ki je mirno čakala na vstop v svet drugačnih sladkarij in tudi druge hrane, animejev, mang, namiznih iger, figur, borilnih veščin, japonske risarske estetike in še česa. Skozi cel dan so se odvijale tudi delavnice in predavanja, na katerih se je zvrstilo tudi veliko število različnih cosplayerjev, ki so oblečeni v različne junake, konec dneva tudi tekmovali v lepoti svojih mask. Nam pa je uspelo ujeti predsednika društva Mofukon, ki nam je povedal več o samem dogodku. Torej, letos izgleda, da imate kar čudovit obisk. Katerič po vrsti pravzaprav ste letos že pripravili ta dan japonske kulture? V bistvu to je dan japonske popularne kulture, več ali manj, in tudi zato, ker je pač v Sloveniji bolj malo takih fanov, kot v drugih državah, je pač to in fantazija, in gaming, in vse skupaj, ampak poudarek je na japonski popularni kulturi, anime, manga in vse tole. Kar se tiče dogodka, pa letos je prvič Mofukon, do zdaj je bil tako imenovan Makon, letos smo pa zamenjali ime, ker se je tudi zamenjala ekipa in to je načeloma njihov otrok, tole bo pa naš zdajle. Makon je pa tako že kakšne 10 let od do zdajle, no. Mogoče veš, kako to, da je pravzaprav prišlo sploh do prvega Makona? V bistvu grupa prijateljev, ki so bili mahnjeni na anime, mange, se pravi na vso to japonsko popularno kulturo, si je zaželela spoznati še več takih ljudi, nekaj takega organizirati, so dali moči skupaj in potem so se pač odločili za tak dogodek. No, šlo je najprej iz manjših prostorov do vse od Aškerčeve gimnazije do Kino Šiška in na koncu tudi največja do zdaj Free. Kako to, da ste pristali na fakulteti za računalništvo in informatiko? Zdi se malce nenavadna lokacija za tak festival. Mislim, ena stvar je tudi to, da veliko ljudi pa ne, na Freeju, pa tudi na drugih fakultetah je zdaj po novem tudi že fanov vseh takih stvari, ne, anime, manga, to je zmeraj bolj popularno. Je pa tudi ena taka lokacija, ki načeloma jo zdaj uporabljamo že par let in se da dogovoriti, ne, smo v dobrih odnosih s samimi najemodajalci, če lahko rečem. Se nekaj dogaja tle zadaj. Je tak v redu razstavni prostor, no, tako da smo zadovoljni zaenkrat s tole lokacijo, dokler imamo še neko tako število ljudi, letos pa vidimo, da jih je kar veliko, no, tako da bomo mogli mogoče še malo spremeniti prostor zaradi teh obiskov. Kaj vse pa pravzaprav bomo danes lahko videli? V bistvu tle imamo en velik sejem, ker se prodaja razen merchandise od anime, mang do fantaziji. Poleg sejma imamo še društva, ker nismo edino društvo za japonsko popularno kulturo, se pravi imamo Umiko, imamo Animoku, potem imamo tukaj japonsko ambasado in vsi pač malo promovirajo te svoje stvari, ki jih tudi oni počnejo. Potem imamo razna predavanja, recimo predavanje o samem world buildingu, recimo D&D, Dungeons and Dragons, kako svet razvit, potem imamo zdajle, so se glih obenih začeli taiko bobni, potem imamo... Kakšni bobni so to? Taiko bobni, to so tradicionalni japonski bobni. Prav veliko zgodovine ne znam povedati, zato imamo zdaj predavanje o tem in potem tudi koncert. Sem pa pozabil še omeniti, da imamo tukaj veliko umetnikov, se pravi, vsi imajo svojo umetnost, od raznih ročnih izdelkov do slik, ki jih lahko tukaj kupite, no, je veliko mis tehle naših prodajalcev, ki to prodajajo. Vidimo pa tudi, da imate tekmovanje v oblačenju v junake. Kaj predstavljaš ti? Ja, res je. Se pravi cosplay. Jaz predstavljam Sanjija iz One Piecea, odlična manga / anime, priporočam za vse. Letos bo tako kot zmeri tradicionalno tekmovanje cosplaya, kakor vidite, veliko ljudi je tudi oblečenih, pripravljenih, eni veliko bolj oblečeni kot jaz, ne, imajo tudi boljše šiviljske sposobnosti, mene je to zašila punca, tako da se je tudi izredno potrudila. Imajo pa vse razne prope, se pravi rekvizite, ki so jih izdelali iz pene in milijon enega znanja, ki so ga vložili v tole, no, tako da to je tudi kar pomembna stvar pri sami tej popularni kulturi. Ja, opazila sem sicer tudi enega Tora in eno kraljico zmajev, torej sprejemate tudi nejaponske junake. Ja, saj kakor sem rekel na začetku, ne, japonska popularna kultura, poudarek je na temu, ampak to pritegne ljudi iz vseh sort, iz gaminga do vseh teh fantazijskih stvari drugih. Lahko bi to rekel, da je
tudi kot delček komikona, ne, zato ker imamo tudi tole zahodnjaške stripe, zahodnjaške filme. Tako da v bistvu tle so vsi dobrodošli, konec koncev tle ljubezen do izmišljenih fantazijskih stvari, obleče se v svojega junaka, ki ti je všeč in pač uživaš sep mislečim. Okay, sicer pa žal smo morali ugotoviti letos, da je ugasnil Magnet manga, torej slovenski prevodi mang. Zdi se, da kot da mogoče tam pa ni bilo dovolj interesa, kar seveda danes, če pogledamo, koliko ljudi je tukaj, ne izgleda tako. Ja, no, načeloma slovenski jezik nikoli ni bil preveč popularen v samih mangah in pa animejih. Veliko ljudi raj bere v angleščini, če imajo to sposobnost pa v japonščini, ker neke stvari so tudi zakamuflirane v sam japonski jezik, ki se jih težko prevede. Za Magnet pa žal mi nismo tisto društvo, v bistvu, ki je imelo čez tole revijo, tako da v tem vam žal ne morem preveč povedati. Zadeva je bila dobra, ampak nažalost, če ni interesa, pač ne gre skozi. Ne. Sam si očitno fan One Piece, vemo, da je to najbolj prodajan strip oziroma manga na svetu. Bi nam mogoče lahko priporočil še kakšnega, ki ti je blizu? Ja, ni problema. Se pravi, v bistvu One Piece je zame najboljša zgodba napisana, tle ne bom lagal. Potem pa, če lahko priporočim še druge stvari, bi bila pa Full Metal Alchemist, in sicer, kar se anime tiče, Full Metal Alchemist Brotherhood. Zelo so mi všeč kakšne krajše anime. Imamo te standard sicer, kot so Naruto, kot so Bleach, ki so podobne v One Pieceu. Imaš pa tudi take krajše, recimo, zdaj se spomnim enega Bakano, potem je Klanat, je tudi odličen anime. Je pa kot za film in televizijo res ogromno žanrov, se pravi fantazija čista, potem imamo dramo, ki se imenuje ponavadi Slice of Life za anime, in pa še ogromno drugih stvari, vse kar paše v film, akcija, komedija, vse to je v animeju, to je pač preprosto čisto svoj medij. No. Kaj pa hrano, bi nam lahko kaj priporočil? Nekatere sladice so zelo eksotične. Ja, no, najbolj priljubljena je sladica verjetno kakšen poki, to so take japonske palčke z prelivom. Bi pa priporočil seveda, da danes na našem dogodku se prodaja tudi hrana in pa pijača in imamo namreč tukaj prijatelje iz Matsurija, ki imajo takojaki kroglice, to je taka masa iz palačink, noter je pa hobotnica, imajo pa še polno drugih stvari, ampak potem uslovijo. Potem imamo pa še juko in to je pa bubble tea, se pravi čaj, to je pa po večini Azije in ima noter take zadevšne, kot tapioka, ki se jih potem še spije in posrka zraven po slamci. Je kar popularno, bi priporočil recimo, da se gre potem še čist na vrh pogledati v samo menzo, kjer je tudi ogromna gužva zdajle, ker vsi hočejo en del tega. Pa sicer mogoče se upada ljubezen do japonske kulture tudi z učenjem japonskega jezika. Znaš kaj povedati po japonsko? Skoši ga hanasu to wakaru, demo ore no nihongo wa mada heta desu. Zdaj, jaz sem se učil 1 leto japonščine sicer in zadeva je precej kompleksna. Zdaj, jezik je tak, da je sestavljen iz 3 abeced japonskih, imamo hiragano, imamo katakano. Katakana se primarno uporablja za zapise tujk, se pravi recimo televizija Terebi se napiše v katakani, moje ime Matej bi bilo Matej v katakani in potem uporabljajo še kanžije, to so njihove pismenke, ki so pa v bistvu kakor glagol, kakor samostalnik, pridevnik, kaj tazga se uporabi kanji in potem dokonča z hiragano sklanjatev. Tako da precej kompliciran jezik, tudi po par letih učenja, no se kar težko bi prebral njihov časopis, no je res kar a task. Kaj pa te tako privlači tebe osebno pri japonski kulturi? Ja, na splošno začel sem tako kot večina po moje ljudi, da si na televiziji najdu kakšen anime, si izvedel, to je japonščina, jezik se ful lepo sliši in potem začneš malo spoznavati njihovo kulturo. Zdaj, jaz osebno sem že bil na Japonskem, lahko potrdim, da za turiste je ta kraj, kakor je bil do zdaj, no, je res neka fantastična izkušnja. Šel sem Kyoto, Tokio in doživiš kar kulturen šok, no, pač pritegne me na splošno cela njihova kultura, težko je povedati, no, je kar neka zrcalna slika naše, velika vljudnost in profesionalnost z njihove strani, kar včasih je tudi malo slaba stran tega, ampak tako pač je, no, ni vsaka kultura popolna in priporočam načeloma vsakmu obisk Japonske, ker to je
izkušnja, ki je ne doživiš po Evropi, po Ameriki, ker smo si načeloma vsi podobni. To je v bistvu to, kar me pritegne po japonski, ker sama celota. Je treba, da vsak najde nekaj v sami kulturi, da se najde v njej. No? Okay, za konec še malo za šalo. Sanji je znan po tem, da pogosto, ko vidi ženske, kar omedli. Tukaj je danes kar nekaj, verjetno 1000 ljudi, od tega verjetno polovica žensk. Kako se spopadaš s tem? Spopadam se s tem, da imam zraven punco, tako da niti ne gledam za ostalimi, probam biti v karakterju, probam voditi dogodek, je pa to čista resnica o Sanjiju, ja? Znan je kot v narekovajih džentelmen, zelo prijazen do žensk, pa tudi malo oči zanje, no? Ampak ne bilo glih dober biti prav čisto v karakterju danes. Tako da. Kot je povedal že Matej Šajn, predsednik društva Makon, je zanimanja res veliko. Lahko bi celo rekli, da so bile vse stojnice oblegane enakovredno. Nekje smo se lahko ustavili in učili mečevanja s samurajskimi meči, izdelovali origami ali se spoznali s preoblačenjem v junake. Pridružili so se jim tudi nekateri sopotniki, na primer iz društva, pri katerem se oblačijo v zgodovinske like, pa tudi takšne iz Gospodarja prstanov. Obiskovalci festivala oziroma konvencije fantastike na meji nevidnega, ki se je odvila nekaj mesecev prej, so lahko opazili tudi nekaj stojnic, ki so takrat zapolnjevale prostor na konvenciji. V fokusu Mofukona pa so bila seveda predavanja. Življenje se zgodi, kot da bi ti junaki, nekaj se zgodi, pač to treba iti čez, se bo vse v redu, bomo rešili, pa tudi če ne, ni treba zdaj vsega rešiti, torej živeti v nekem trenutku, zdaj smo tle, zdaj jemo, telovadimo in v bistvu to je zadosti, to je dovolj. Zelo so taki, da spodbujajo razmišljanje, zato imate odprte konce, da lahko vsak pol si nekaj doda, ali pa si pač zamisli, kaj je tega junaka privedlo k temu dejanju. Torej upanje, pomirjujoče in učenje. Zdaj v gostu se vzpostavlja sodelovanje, spopadanje s problemi, sposobnost kritičnega mišljenja. Skratka, dajo nam lahko ogromno. In zdaj vsak posameznik si pot izbere, ne delujejo pozitivno, ne delujejo lahko negativno. Ne? Vendar pa je treba tudi paziti pri vseh teh vsebinah. Torej, te so narejene, da nas zdravijo, da nas pomirijo, prav načrtno. Ne, ti avtorji, zato ni nujno, da so vsi ti animeji, ki so reklamirani za zdravilne, sploh zdravilni. Pač avtor mora reči, naredil bom zdravilni anime, porabil bom vse te elemente in cilj bo, da pozdravi oziroma sprošča, pomirja. Tako da vsi ti, ki so navedeni, ni nujno, da so zdravilni. In seveda, če gledamo stalno te vsebine, nas pomirijo pa okoli sebe, nimamo tega, smo lahko na koncu zasvojeni. In konstantno to gledamo, kakor pač za vsako stvarjo. Lahko smo tudi obsedeni s perfektnim zdravjem, to pač avtorji razlagajo, da oni pogosto teh animejih imajo res življenje tudi perfektno. Vstanemo, pojemo zajtrk, gremo telovaditi. Eni so lahko postane tako obsedeni, da želijo slediti tem likom in včasih ne uspe. Dogaja se tudi, da te animeji cenzurirajo negativno. In to se kaže tudi v družbi, ker želijo recimo kakšni učbeniki kaj prekriti negativnega, ker tle mora biti pozitivne stvari. Ne? In dostikrat ni negativnega, in to je lahko problem. Če smo mi samo jedli en balonček pozitivnega in ne znamo se spopadati z negativnim, lahko potem res vodi to v depresijo ali pa kakšne druge težave. Zdaj razvija se industrija samopomoči, pri nas priročniki, pri njih animeji in knjige in glasba. In vsak si pomaga z njimi sam, torej zakaj bi šli k specialistu, če lahko gledamo nek anime. Zdaj to dejansko pri enih učinkuje in mogoče boljša rešitev, pri enih, ki imajo hujše težave, pa mogoče tudi ne. Isto pri priročniki samopomoči, ker ni nujno, da so strokovnjaki napisali. Ne se te animeje, jaz ne vem, če je kdo od teh avtorjev prav psiholog. Pač moj najbolj psihološki anime, ki sem gledala, je prav Sangatsu no Lion, ker je tako pač razlagal to zgodbo, da se kaj zika študiral psihologijo. Ne vemo, ne? In preveč se osredotočeno domišljijo, ljudje bežijo, gledajo te vsebine in tega preveč ne rešujejo problema. Je pa tudi res, da recimo, ko sem brala te kitajsko raziskavo, so tam rekli, da ena negativna stvar je tudi, da potem
mladi pobirajo vrednote, ki pa niso kul za to družbo, ne? To je pa pač njihov problem. Pri nas je fajn, če se učimo od sodelovanja, tako pa njih pa, če se učijo kontra stvari. Nekatera predavanja pa so se bolj osredotočila na splošnejše tematike, kot je na primer world building ali v prevodu gradnja svetov. Govora je seveda o fantazijskih in fikcijskih svetovih, ki ponavadi zahtevajo zapleteno strukturo v več plasteh. Še posebej kompleksni so svetovi videoiger, pri nekaterih knjigah ali filmih pa se leti ustvarjajo kar sproti. Strip, sploh črno-beli varianti, imajo ful dobro zadevo. Črno-belo, zelo v ekstreme gre vse skupaj. To je ful dobro zadevo v stripu, ki jo mogoče ne moramo delati v določenih drugih medijih. Črno-beli film preprosto ne zdaljno na isti način. In že ni moškega. Zdaj, mogoče smo si spet zbiti iz glave neke določene zadeve. Ne vemo več točno, ne, moj bil blond. Moj bil 5 let mlajši. Moj bil obrnen v drugo smer, zato smo ga dejansko lahko videli. Ampak predvsem pa ni želel tako senjaka, na primer. Evo korak naprej. Realistična slika. Če ste kdaj bili pri kakšnemu starejšemu človeku, ki je pa žena preminula par let prej, potem tole sobo lahko pohate. Ampak imamo spet milijon novih informacij, kar naenkrat je realističen medij. Šli smo ven iz konceptualnega prostora, to je zdaj realna situacija. Človeka vidimo, človeka čutimo, lahko vidimo bolečino njegovih obrazov, lahko vidimo njegova leta, lahko vidimo, kako je ta njegov okolje, pač pustimo njemu pečati. Ali pa gremo nekaj četrizem. In je pač samo probo nekaj dokončen. No, zdaj, ko smo definirali, kaj world building ni, smo pa pripravljeni, da se vržemo v zgradbo za nove planete, ne, nismo še tako. Zaradi tega, ker imamo ene par univerzalnih pravil. In sicer okno ali okvir. Okno ali okvir se boje le tisto, kar se dogaja v zgodbi. Se pravi, ne glede na to, kakšno zgodbo imamo. Za interaktivne medije je tole nočna mora. By the way, ker vsi vemo, da lahko vidimo samo skozi oči igralca. Ampak naši igralci so nažalost, ali na srečo, kakor pogledamo, živa bitja za svojimi idejami. Njihove ideje se lahko močno razlikujejo od naših. Se pravi, zunanji del okvirja vsebuje informacije, ki so le bežno omenjene ali pa potrebne za razumevanje obsežnejšega sveta. Primer bomo dali zelo na hitro. Čisto na hitro so probali neko zgodbo se da razmisliti. Slike so bile nepovezane. Jaz sem samo najprej razumel, ko sem bil šit, pa sem rekel, lajke, ampak sem zdaj potrebujem, da probamo neke zgodbe do mislika narediti. Se pravi, imamo dva jemečka, ki se sprehajata po neokarini naravi. Gledate v sončni zahod in premišljujete, kaj točno se je zgodilo z vsemi ljudmi, ki smo v sočasih lovili. Moj dedek mi je povedal, mislim pač to, kar že v travo, ampak moj dedek mi je povedal, da včasih so nas lovili s loki, pa puščicami, pa potem kasneje s puškami, pa potem kasneje z laserskimi puškami. Rečemo, zakaj ne? Imamo že del sveta delali. Se pravi, prišli so do tehnološke stopne laserskih pušk. Cool. In kaj so bolj naredili? Pa so probali na luno in so poleli. Mislim, niso poleli, zadeli so, sam preveč. Ampak jeleni ne vejo, kaj je raketa. Jeleni se sanja nekaj raketa. Vejo pa, da je nekaj strani vse pogovor, oziroma te ljudi, ki so jih lovili, neko nevarnost. In torej so naredili nekega jelenega boga, ki je odrešil njihovo ljudstvo in zato se oni lahko vedno sprekajo okoli. To je world building. Lahko popolnoma nepovezane zadeve, ki potem samo nekako skupaj startamo v neko skupno celoto. Celodnevno dogajanje je fakulteto za računalništvo in informatiko povsem predrugačilo. Zapleten tloris stavbe je povzročil, da je nekaj obiskovalcev na kakšno predavanje tudi zamudilo. Japonskih animiranih filmov, kot so animeji in japonskih stripov, ki jim rečemo tudi mange, v slovenščini sicer žal ne najdemo prav veliko. Zato lahko ravno na takšnih dogodkih svoje zbirke oplemenitimo. Eden takih se v Izoli obeta nekje med aprilom in majem, ko bo tamkajšnjo prav tako že tradicionalno konvencijo priredilo Obalno društvo animov. Thank you.